Pozdravljeni, dobrodošli v kavarni Moja zgodba. In danes sem spet vesela, da lahko gostimo novo gostjo in hvaležna možu, da se je res spomnil te fantastične ideje, da vsak mesec gostimo nekega gosta, ki deli z nami posebno zgodbo. In danes je tukaj Ana Medvešček. Jaz sem res vesela, da je ona z nami danes, kajti se poznava osebno, ampak kar 25 let se nisva videli. No, razen če odštem tistega sestanka, ko sva se menila za ta dogodek, ne, Ana? Ja. Samo toliko, da povem še na začetku, ko sem dobila spisek, seznam od urednice Modrih novic, Mateje Štrajhar, koga bi lahko povabili iz Kamnika. In ko sem zagledala Anino ime, sem rekla, ona bo pa ena izmed prvih. In res, evo, danes je 25. marec, materinski dan in prav s tem namenom sem se odločila, da bo Ana današnja gostja. Dobrodošla, Ana. Živjo. Zdaj naj začnem takole. Tako, kot jaz na mojih delavnicah velikokrat vprašam ljudi, kdo so. In predvsem me ne zanima takrat vloge, ampak kdo so v resnici. In Ana, kar začniva tako. Kdo si, Ana? Živjo, hvala za povabilo, Petra. V bistvu sem jaz ena taka zelo živahna, energična oseba, že od otroštva in še vedno to energijo ohranjam in jo predajam drugim. Drugače se pa znam tudi zlomiti, pa tudi zjokati, pa tako dosti sem čustvena. V bistvu, se mi zdi, da sem tudi dosti topla oseba, da razumem čustva drugih. Tako da toliko naokrog, Zdaj pa prav specifično, sem tudi včasih malo živčna, kdaj, če je preveč dela. Načeloma sem pa zelo srečna. Ja. Definitivno, zato si danes tudi naša gostja. No, če bi te mogla opisati z eno osebo, z eno besedo, bi sigurno izbrala besedo ples. In daj nam razkri, kdaj se je ples prikradel v tvoje življenje? Se pravi, ko sem bila še čisto mala, me je sestra peljala na plesne, kot te majhne punčke. Ona je šla v bistvu gledati na fanta, ne. Jaz sem pa potem v bistvu vzljubila ta ples in to je bila ljubezen na prvi pogled in v bistvu se od tega nisem mogla ločiti. Težila mami za to, da me vozi v Ljubljano, ker v Kamniku takrat ni bilo teh možnosti in sem v bistvu dosegla pri 12 tudi to, da me je potem vsak dan vozila v Ljubljano, prihajala domov iz Ljubljane, iz službe in potem me nazaj vozila v Ljubljano, za kar sem ji res hvaležna. Hvala, evo. In res še do danes je s tabo ples vsakodnevno, ne? In jaz vedno rada vprašam ljudi, s katerim se pogovarjam, tudi to, kaj so počeli, ko so bili majhni. Ker se mi zdi, da je tudi tako povezano čez celo življenje. Saj jaz, ko pogledam svoje otroštvo, se spomnim, da sem vedno neko palco nosila okrog in nekaj govorila, to je bil zgleda moj mikrofon, in učila sem te moje plišaste igračke in sem nekih motivirala. Jaz zdaj pravim, da danes motiviram tako ljudi, Tako da najdem to povezavo. Kaj pa ti? Kaj je bilo una strast tvoje v otroštvu, s čim si se rada igrala, kaj te je razveseljevalo? Menim, da glede na mojo naravo, sem bila zelo, kot sem prej že tudi rekla, energična in me je bilo polno povsod. Nikoli doma, po drevesih, po Patrovem hribu, bližnjem hribu tamle gor. Sem bila tudi komandant, sem tudi zorganizirala kakšno dogodivščino ali pa kakšno trparijo, seveda. Tako da mogoče mi je to tudi malo ostalo. Tudi jaz sem postavila svoje medvedke, pa sem jim razlagala. Vedno sem si tudi želela biti učiteljica in pol na koncu v resnici, čeprav vmes nisem bila čisto prepričana, da bi si to želela, sem pa le najdla to svojo zvrst ples in pa tudi športno vzgojo, v kateri uživam, ko to prikazujem. Všeč mi je ta demonstracija, še vedno rada pokažem s telesom, z gibom. Tako da me to spremlja
se mi zdi že, da sem bila rojena za to, ker drugače si sploh ne predstavljam, da bi jaz karkoli drugega lahko počela, kot to, da se gibam in prikazujem. Zdaj sem imela poškodbo in mi je bilo tako zelo jasno, da v resnici bo mogla se tudi navaditi, da moram malo manj mogoče v življenju te svoje energije na tak način predajati. Pa moram reči, da mi je tudi to kar dobro šlo. Tako da vse življenjsko učenje. Čudovito. Vidiš, kako je povezano otroštvo s tem, kar delamo. Ker tako, kar si rekla, energična, nič doma, tako je tudi zdaj verjetno, pa tudi nekako vodiš svojo to plesno šolo, ne? Tako da tudi tam moraš biti malo komandant stane, da to tako deluje, ker vse nekaj povezan s tem. No, danes je materinski dan in ti si mama, hčerki Lili in sinu Lev, evo, Val je moj sin, sem rekla, evo, da ne bom zamišljala, pa sem, pa številnim plesalcem, ne. In da te zdaj vprašam, katera vloga je težja, katera mama je biti težje, svojim otrokom ali plesalcem? Ja, absolutno, mislim, da že vemo odgovor, ne. Seveda svojim otrokom težje, čeprav najlepše poslanstvo, vidiš sebe, vidiš napake svoje, odraz, ogledalo, tako da ja, mrzdaj se potem zamisliš, ne, tudi nad sabo, pa ne v negativnem smislu, tudi v pozitivnem. Tako da ja, je pa v bistvu tudi ostali, seveda, moji plesalci so del mene in tudi z njimi rastem, tako kot s svojima otrokoma v resnici. Tako da tudi ne bom rekla, da je pa to tudi čisto lahko, ni. Ampak za druge je biti najlažje pameten, ne? Tako je, a ne, ponavadi. Za svoje pa pač, ja, te doleti in moraš reševati probleme. Je pa pač, seveda, to je brezpogojna ljubezen. Res je. No, s tem materinskim dnevom je vseeno povezana tudi ena malo bolj žalostna zgodba, kajti tvoje mami ni več med nami. Pa me vseeno zanima, Ana, kaj bi danes povedala, če bi pa sedela tukaj med nami? Ja, tako se mi naredi cmok, ko o tem govorim, ampak ne govorim težko o tem, o naju ali pa sploh o tem, kar se je zgodilo. Zdaj definitivno bi se ji zahvalila za vse, kar je naredila zame, pa upravičila mogoče za kakšno stvar, ki jo zdaj vidim šele, ne, pa mislim, da je to jasno, da preden nimaš te izkušnje, ne veš niti kaj pravzaprav je bilo, ne, saj pol, ko nazaj premlevaš in vidiš njene reakcije, ti je jasno potem, kar zdaj jaz kot mama tudi doživljam. Ta strah, ki je vedno bolj prisoten v resnici, v življenju, se soočaš z določenimi stvarmi in otroci rastejo in grejo v svet in ti jih moraš spustiti. In s tem je pač povezan strah in mama moja se je tudi s tem soočala in takrat, ja, za take stvari bi se jo opravičila, sigurno. Drugače pa je to, da jo itak pogrešam, ne. To pa verjamem in verjamem, da je danes tudi z nami, saj z njeno energijo. In jaz bi se pa rada vsem zahvala danes tudi svoji mami, ki pa je tukaj z nami v publiki. In mami, evo, ena lepa hvala, ker si se 45 let nazaj odločila zame, kljub temu, da si bila zelo rosno mlada in je bilo težko se odločiti da si me donosila, ne? Ampak si se za to odločila in danes sem ti neizmerno za to hvaležna. Tako da hvala. Kaj pa bi zdaj najraje počela z njo, če bi bile še skupaj? Ja, pogledala kakšen dober film, šla na kakšen sprehod, ona je blazno rada hodila na žale. Vedno sva šle na žale vsak dan. Najraje bi pa v bistvu jedla njen štrudel, to pa tudi kakšno njeno dobro kosilo bi zelo pasalo. V bistvu v resnici moram reči, da dostikrat se ob tem, ko kuham v tem tempu življenja, ko v bistvu veš, da moraš zdravo jesti, se spomnim na to, kako mi je mami zmer prinesla skledo juhe ali pa pač nekaj za kosilo narejenega in takrat sem bila tako, kam naj zdaj to dam,
zdaj bi z veseljem sprejela. Ne? To pa verjamem, ker danes v tem tempu nam mame še kako prav pridajo za te stvari. Ja, ampak verjamem, da bo tudi kdo drug še zate poskrbel. Upam. Okay. Tudi plesna zgodba je povezana s tvojo mami. Takrat, ko si odprla plesni klub oziroma društvo, je ona si jo postavila za predsednico. Kako je bilo to na začetku? V bistvu je, seveda sem ji zaupala oziroma sem predlagala takrat, da bi ona v bistvu meni malo ščitila hrbet, ker se je malo bolj spoznala na te uradne stvari in ravno zaradi tega sem v bistvu jo potisnila malo v to. Njo je bilo vseeno malo strah, kam se jaz podajam. Vedno je bila zelo previdna, seveda, ker je vedela vse te stvari. Jaz sem bila pa majčkeno bolj pogumna in zaradi tega tudi se mi zdi vsem, da mi je uspel prav zaradi tega, ker sem bila pogumna. No? Ker če ti nimaš poguma, pač te oblije ta strah in ne gre. Ne? Ampak ravno tudi zaradi nje, ona mi je stala ob strani, tako da sem vedela, da v bistvu, če bom karkoli zaprkala, da bo ona sigurno mi reševala to situacijo. In potem kasneje sem jo razrešila, tako da je bila v bistvu tudi ona razrešena tega bremena, oziroma se ni bil pol, niti je videla, da ni v bistvu, da gre zadeva zelo tekoče in zelo rada je hodila na jogo, zelo rada se je udejstvovala, tudi plesnih delavnic in bila ful ponosna. Po eni strani, ampak še zmeraj kdaj kakšno tako mi rekla, da ne pazam ali kaj, až to, kot vsaka mama. In prav je tako. Ja. Ona se je poslovila 9 let nazaj, umrla je za boleznijo rak. A je že dovolj dolgo zdaj od tega, da lahko vsem pogledaš z neko, bova rekla, če lahko rečeva temu sploh pozitivno plat, ampak s tem, kaj ti je to vsem prineslo v življenju. Vemo, da ti je veliko odneslo, ker vsak si želi, da je mama ob njem čim dalj časa, nasplošno starši, ampak vsem. Zdaj, če pogledava nazaj, kaj bi rekla, da si postala mogoče močnejša, karkoli, kaj je prineslo ta izkušnja tebi v življenju? Ja, jaz moram reči, da v resnici nič kaj fajnega. Ne moram reči, da mi je to neka izkušnja, ki bi jo še enkrat dala čez nikoli v življenju. Se pravi, nikomur ne želim tega, sploh, ker mami je bila res tudi tako kot jaz zelo energična, tudi moja mama je bila zelo energična in tako pri 64 letih pravzaprav je delovala zelo mladostno in ne bi smela še umreti. Tako da ni mi bila ta izkušnja, razen to, da smo hodili po zdravnikih, pa da smo trpeli, pač nič lepega. Mislim, da, čeprav še vse jaz menim, da mi je leva poslala. Mogoče, upam, rečem si, da je to ona naredila, zato ker mi je že tudi napovedala to v teh blodnjah, da kje imam ta drugega otroka in verjetno upam, da mi ga je ona poslala. Oziroma verjamem. Definitivno. Se velikokrat se tako zgodi, ponavadi sicer s starimi starši, ampak ko se nekdo poslovi, drug pride in verjetno je tudi ta nek delček njene duše v tvojem sinu, tako da bomo kar tako verjeli. Ja, sigurno. Jaz se ukvarjam s coachingom po metodi Louise Hay, spremeni misli in spremenil boš svoje življenje. In nekako moja skrivna agenda je, da bi ljudje spoznali, kljub temu, če imajo sorodnike, ki so umrli za to boleznijo, pri tebi se je to zgodilo kar pri obeh starših, da pa ni treba, da mi to podedujemo. Tudi moja stara mama je umrla za rakom na debelem črevesju, tudi jaz sem imela določen čas velike težave s tem, ampak potem sem se odločila, to ni zdaj moja usoda, gremo na drugačno pot. Kaj bi rekla, verjetno je vsem prisoten strah, da bi tudi se tebi kaj takega zgodilo. Kako zdaj s tem soočaš? Ja, moram reči, da te knjige še nisem prebrala. Si bom vzela čez poletje, ko bom pač si lahko pač v miru to predelala in tudi, ker je to treba, to je metoda, kjer je treba delati, tudi zraven. Ampak,
Jaz menim, da jaz ne bom umrla za rakom. Tako sem si rekla. Nekaj časa sem celo rekla, da ne bom sploh spregovorila več te besede, ampak pol sem si rekla, sej v bistvu, kaj pa je to? Sploh, sej mene to ne bo prizadelo. V resnici jaz ne razmišljam o tej bolezni več. Sem nekaj časa, ampak zdaj ne več in tudi nimam niti strahu. Čeprav je pač tudi oče pred 2 letoma, je pravzaprav odšel za to boleznijo, ampak mislim, da je tudi to način življenja, ki v bistvu rajš se zdaj soočam s tem, kar je zdaj, kot da bi se zdaj kaj bo. Posledično se mi zdi, da lepše potem tudi pač jaz prenesem to vse skupaj, kar je. Tako da absolutno menim, da bom dolgo živela. Tako in to zdaj vsi tle podpišemo. In jaz vem, da je naju vesolje tudi povezalo, tudi zaradi tega. Tako da, evo, po 25 letih se je najina pot spet združila in verjamem, da bomo vse naredili, da bo tvoje življenje lepo, dolgo in zdravo. Definitivno. Kaj ti je pa, Ana, takrat najbolj pomagalo, ker te je življenje res butnalo na tla, ker te je in to ne enkrat, 2krat, pa mogoče še kdaj vmes, ampak vsem, kaj je bilo tisto, kar bi danes lahko rekla? Ja, predvsem družina, Luka, Lili, prijateljica Manca, potem babi Nat, se pravi, to je moja tašča. Vsi, tudi plesalci v resnici. Zelo lepo je bilo, ko v bistvu ljudje kar nekako razumejo, so odprti za te stvari, pa misliš, da niso, ker to je nek tabu, vse neka tabu tema se mi zdi včasih, da sploh, ko se ti to zaenkrat začne dogajati, ne veš, se lahko odpreš vsakmu, ampak jaz moram reči, da sem imela izredno lepo izkušnjo, tudi takrat še s tistim kadrom, ki sem ga imela v Šinšinu, tudi v šoli, so lepo sprejeli, mislim lepo, sočutno, pač sprejeli to moje stanje. Brez njih, brez prijateljev in družine definitivno ne bi mogla tega speljati tako, kot sem. Pa še Lev bil, pa mi je zelo pomagalo to, da je še Lev se pola rodil čez tistih 9 mesecev. Tako da ja, pri očetu je bilo vse malo drugače, bil je malo starejši. Ne bi rekla, da nismo bili isto povezani kot z mamo, ampak ne vem, bilo je hitrejš, manj muke je bilo. Zato v bistvu sem pol lažje tudi predelala. In zdaj smo res pri tej srčni zgodbi tvojemu klubu Šinšin in ob vseh obveznosti, ki jih imaš, res številnih v tej svoji vlogi, imaš pa še zmer čas delati koreografije in še vedno si trenerka jazz baleta, če sem si prav zapomnila. In torej je to treniranje in ustvarjanje še vedno najboljši del te tvoje službe, take zelo obširne službe, ali bi kaj drugega izpostavila? Kaj ti najbolj ti všeč, recimo? Seveda, to je pač prva stvar, za katero sem se jaz sploh odločila, da bom imela klub, da bom ustvarila neko tako pozitivno okolje, kjer bom jaz lahko tudi sama ustvarjala, delovala. Res, da v tem, ko enkrat to raste, tudi se nabirajo druga dela, skrita dela, ampak še vedno me to ohranja pri dobri energiji. In to je ta umetnost, to je to, kar pol vidiš plesalce, ki zažarijo na odru s tvojo koreografijo in pač ti daje smisel, zakaj sploh to delaš, ker pol ti ni težko pregledati, koliko je realizacija, pa odgovoriti na kakšen mail. V resnici, mislim, to je prva stvar, za katero res tega si ne bi nikoli vzela. In tudi to, kar sem tudi prej rekla, da sem gibalka in zdaj s to omejitvijo, recimo, ko sem imela poškodbo, še vedno sem premlevala v glavi, kako bi lahko določena gib zgledal. Še vedno sem določene stvari kar naredila, čeprav nisem mogla pokazati. In so ratale res lepe kreacije. Tako da
Ja, veliko je v tem umetniškem delu domišljija in s tem si tudi zaposlimo možgane. Tako da ravno prej, če lahko še s tem navežem, pol ne razmišljaš v resnici, kaj pa zdaj lahko se ti zgodi. To je zdravilo, umetnost, zdravilo za dušo. Tako kot lahko dobra hrana, pa neki dodatki, lahko tudi to zelo dobro vpliva na to, da pač si zdrav. To je res dobro zdravilo. Najboljša preventiva, rečemo. Sigurno. V vsaki karieri so tudi plusi in minusi, ampak če sem se kaj naučila od teh vseh uspešnežev, ki jih sledim, poslovnežev, da ponavadi je samo pomembno, da vztrajaš. Jaz pa zraven dodajam še to, če je več plusov kot minusov, potem je to možno, da vztrajaš, če je več minusov, je bolj težko, saj leta in leta. Kaj bi rekla o tvojem poslu? Kaj so plusi, kaj minusi in verjamem, da je plusov več? Ja, definitivno je plusov več. Eden je že ta ustvarjalen del, ustvarjalen proces. Drugo je zadovoljni ljudje, zadovoljni plesalci, otroci, ki so res odprti in v bistvu ti dajo to povratno pozitivno informacijo. Ful so iskreni in zaradi tega pol v bistvu dejansko se pač na njih tudi učiš in je to kot ena šola življenjska ves čas. In meni je všeč, da dobim tudi kakšno kritiko. Otroci sploh, pa tudi pač mogoče starejši, ampak tako, se mi zdi, da je res dejansko treba to vzeti kot ena šola in rast osebna. Tako da plus je definitivno to, da smo mi tudi umetniki, in da delamo s človeškimi telesi, da je to ena taka odgovornost, da v bistvu potem gledaš svoje kreacije, zadovoljne obraze, da imaš zadovoljne starše, da imaš dobre rezultate, dobre tekmovalce, da si na športnem področju in na kulturnem področju lahko uspešen, ker ples je most med umetnostjo in športom in dejansko ne moreš reči zdaj, ali je to šport ali umetnost, ni tukaj sploh, zakaj bi to sploh razmejeval. Minus popoldansko delo. To je pa tudi edini minus, da imaš v bistvu zvečer. Ampak zdaj, ko so otroci v resnici starejši, je zadeva lažja. Bilo je pa kar, sploh glede na to, da nisem imela mame, seveda varstvo, tako, mačka ne bilo treba skombinirati, mi je pa Luka ful pomagala. Tako da moram reči, da Luka je pač vse naredil za to, da mi je otroke čuval. To je res lepo slišati, tako da hvala, Luka, evo, v imenu vseh nas. Odkar sem se nazadnje videla, tako kot sem rekla prej, kar 25 let, to bom kar danes 3-krat ponovila, ker se mi zdi tako fascinantno, ker si še ista, ker si bila takrat. Ja, se ti si tudi. Hvala. Predvsem naj ta energija gor drži, bom jaz rekla. V glavnem, videla sem te mogoče na kakšnem plesnem tekmovanju, ko sem svojo hčerko pripeljala, nisva spregolili več kot 3 minutke, ker se ti je vedno mudil, jaz pa tudi na tribuni, ampak se mi zdi, ko sem pa zadnjič stopila prvič v tvojo plesno šolo, v plesni klub Šinšin v Kamniku in ko sem že stopila čez vrata, je bil ta energija, ta ponos, ta domačnost, kako si razlagala, si me popeljala po vseh prostorih, to je bilo res tako začutiti, da je to res nekaj posebenega in verjamem tudi, da je tvoja šola tako posebna, ker že kar stopaš čez vrata, čutiš to domačnost. A ti to veliko pomeni? Ja, seveda, všeč mi je, če so ljudje tako počutijo in hvala, da si to začutila. Mislim, vse verjetno ni za vse. Eni začutijo, eni ne. Vsak ima svojo izbiro. Jaz sem v bistvu, ko sem se odločila tudi za prostor, kaj bi imela, sem vedno videla klub ne samo kot dvorana, ampak vedno mi je bilo všeč zraven, da bi imela želela sem si imeti zraven še nek prostor. In tudi vse prostore, ki sem jih imela, sem vedno naredila nek skupen kotiček.
No in zdaj tukaj, torej zdaj smo že 7 let, se pravi, Lev je star bo 8, ja, zdaj 7 leto teče na Kovinarski cesti zraven Svilanita. Sem v bistvu, tam so taki prostori, da v bistvu sem lahko to omogočila, da je ta prostor, tisti družaben, res malo večji, kjer se v bistvu potem skupine tudi lahko malo podružijo in mislim, da je to vsem fajn. Vsak se malo usede, zmer čajček postrežemo svojim strankam. Pa tudi, recimo, kadar imamo kakšne priprave, pa to pač otroci tak tam na kavču sedijo, kad doma. Imamo dva fotelja, 2 zofi in v bistvu pol tam poležavajo in se imajo krasno, no. In se počutijo kot doma, kot dnevni sobi, a ne? Točno to. Tako je bilo tudi, kaj s vami dve spite čajček, isto sem se spočutila. In verjamem, da tudi zaradi tega otroci ostanejo in tudi odrasli, a ne, sej tudi imate plesne tečaje za odrasle, tako da vem, da bo to šlo samo še na gore. Tako sem je prav začutila, ker sem stopila v prostor. Hvala. In čeprav bi zdaj mogla vprašati Lili pa Leva, tole vprašanje ali pa tvoje plesalce, ampak je tale kotiček najin malo premajhen, da bi nas bilo to gor. Bom pa kar tebe vprašala, kaj misliš, kakšna mama si? Madonca, to je pa vprašanje. To pa nikoli se nisem vprašala. Pa mislim, da sem dobra mama. Mislim, sem se v bistvu vprašala. Včasih se obremenjuješ in da nisi dosti naredil ali pa da nisi mislim, imaš slabo vest, če si kar kaj tazga naredil. Se to verjetno nisem edina mama, ampak to, da sam se podpustiš, se mi zdi zelo pomembno in pa še to je, da se tudi otroku znaš upravičiti. In zdaj jaz vse dam za svoje otroke, mogoče časa nimam toliko, ampak dam takrat, ko pa tisti čas imam, dam pa kar celo sebe. Zato, ker vem, da me spet ne bo in potem tisti trenutek res namenam. Tudi veliko se ukvarjam z razvojem njunim, z željami, ki jih imata. Kar organiziram ima tako, kar precej stvari, tako, kot jaz sama sebe. Ker sem malo deloholik tudi po naravi. Tako da se moram včasih tudi malo zabremzati samo sebe, ne. Me pa tudi otroka zabremzati zelo lepo. Tako da, zase menim, da sem odlična mama. Tako je prav. In jaz verjamem, da bi se s tem strinjali in plesalci, in Lili, in Lev. Tako da mislim, da je to to. Jaz velikokrat premišljujem, kakšen vzgled sem svojim otrokom. In to me motivira, da grem še dlje. Predvsem, ko iščem kakšne načine, kako razumeti otroke takrat, ko se ne odzovejo glih tako, kot bi jaz rada, recimo. In kaj bi se pa želela ti, da bi se otroka naučila od tebe, ko te opazujete v vlogi mame? Ja, definitivno bi si želela, da se naučita vztrajnosti. Pa da ne vržeš puške tako v koruzo, no? Se v bistvu to se mi zdi, da gre skupaj, ne? Da pač ni takoj vse na pladnju prinešeno, a ne? Tough love, bi rekel, bolj jaz tudi tako malo vzgajam, ne? Zato. Tako da, ja, pa tudi to, da si prijazen, da si nesebičen. Jaz menim, da imam, čeprav imam nek svoj prav včasih, ampak do njiju in tudi do drugih se skušam tako obnašati. In pa ja, ko vidim, da sem nekaj narobe naredila, kot sem že prej rekla, to, da se opravičaš, je kar ključnega pomena. Tudi svojim otrokom, ker nisi Bog, nisi vsemogočni in tudi ti delaš napake in se mi zdi, da tudi otroci to razumejo in tudi oni se bodo znali enkrat opravičati, ne. Tako da, ja, pa še nekaj, zelo veliko nestrpnosti je zdaj in menim, da sploh tudi v šolah se to pojavlja, ne, in s temi mobilnimi napravami in tako in pač skušam, ko so kakšne take situacije, biti strpna do drugačnih, mogoče tisti trenutek do učiteljev, naprimer, ki pač
mogoče ne reagirajo tako, kot bi si otroci želeli, pa jih pač probam vsem, glede na to, da sem tudi jaz učiteljica, jih probam razložiti, zakaj mogoče se jim je to zgodilo, oziroma zakaj se to dogaja, in pač nekako obrniti stvari za to, da bo bolj pozitivno pol tudi otroci gledajo na človeka, ki pač ima mogoče pa vsem neko svojo zgodbo in v zadnji, in jo mi ne vemo in moramo pač biti vsem ohranjati to kulturo obnašanja. Tako da ja, to se mi zdi, da je taka stvar, pa sej veliko v bistvu v resnici tudi to, da dobro skuhaš, da delavnost, to sem že tudi rekla, čeprav ne tako mogoče, kaj jaz, ampak ja, to, da si v bistvu človek, Super, Ana. Jaz ne dvomim v to, da si odlična mama, bi si ti kar kdaj malo sposodila. Ampak ja, mogoče pa pridem v tvojo plesno šolo, to si res želim kdaj probati in bom tam izkusila to, vlogo tvojo. Ja. In zdaj, ko sva nazaj pri plesnem klubu Šinšin, to je tudi tvoj otrok, ki si ga ti obudila in postavila na zemljevid Slovenije. In zdaj, ko imaš res ogromno izkušenj glede grajenja najboljših plesalcev in trenerjev, nam lahko zaupaš, kaj je ta tvoj recept, da vzgojiš vrhunske plesalce svetovnega kova? Ja, predvsem, pač neka konsistenca, neko tako delo, tudi zelo, bom rekla, sistematsko, specifično, hkrati pač znanje moraš imeti veliko, absolutno, moraš biti izkušen, ampak to tudi rasteš s tem, se vedno ni, lahko si zelo izkušen, pa pade vse skupaj v vodo, ker je to umetnost. Potem je tukaj komunikacija, se pravi ta trikotnik, trener, starš in pa plesalec. In ta komunikacija je res ključna za to, da v bistvu da stvar sploh lahko funkcionira že v osnovi. Potem pa še ta notranja motivacija plesalca. To je pa, tukaj pa imaš plesalce, ki so zelo notranje motivirani, imaš pa kakšne, ki malo to skrivajo, pa v bistvu jih pol lahko tudi majčkeno zbezaš to, motivacijo ven. Se pravi, tukaj samozavest je to povezano in vse. In v bistvu nekako gradiš enega majhnega človečka, ki v bistvu je še nepopisan in to raste in v bistvu se zelo lepo razvija. Če vse te komponente delujejo med sabo. Če pa ne, pa pač, potem sigurno kaj spalina. Tako da kar nekaj jih imamo, kar nekaj takih je, ki so išli individualno zelo lepo, se pravi individualci zelo lepo ven in se zdaj še vedno ukvarjajo s plesom. Všeč mi je, da nekateri želijo postati pedagogi. To mi je v bistvu še več, kot pa če je samo plesalec, recimo, pa da ima uspehe zdaj na tekmovanjih. To, da v bistvu razvija naprej, da kreira naprej, da se izobražuje v tej smeri, da si želi delati, pa niso vsi za ljudi, lahko tudi samo v bistvu na sebi v resnici, ampak slej, ko prej ti najdeš potem tudi to, kar se ti od drugih učiš in v resnici se veliko naučiš iz tega, kot druge treniraš in s tem lahko postaneš sam boljši. Tako da, je kar v bistvu zapletena črna skrinjica. In zdaj si nam razkrila ta svoj recept, vidiš? Ja, probite. Ampak jaz mislim, da ima Ana še te posebne skrivnosti, ki jih pa ne bo delila in tako je tudi prav. Ana, od do drugega leta si živela na morju in potem ste se z družino preselili v Kamnik, kjer si tudi postavila svoj plesni klub, svojo plesno šolo. Razmišljaš, da bi se kdaj preselila nazaj na obalo? A imaš rada morje, a je to samo rezervirano za dopust ali so še kje kakšne skrite želje? Ja, v bistvu morje mi je ljubo zelo, to je pač tudi vitamin C, Tako da drugače mi je zelo všeč. Piran mi je res, to je drugo najlepše mesto ali pa kar prvo, pa Kamnik tudi ne. Ampak ne bi pa se preselila v Piran. Ne, to mi ni, zaradi tega, ker v bistvu tukaj nekako tja grem bolj na oddih,
Tukaj pa v bistvu vidim bolj to, da rastem in da lahko ustvarjam. Tako da ne, nikoli se ne bom preselila po moje na obalo. Bom pa imela vrtiček svoj nekje. Bom čez nekaj časa bom najela kakšen vrt, pa bom kakšno zelenjavo gojila. Tako. Super, tako da ostaneš Kamničan. Definitivno. Kar smo vsi zelo veseli, da to bo tako. Ne. Okay, delo z ljudmi ti res ogromno pomeni. Ne? Zato si šla tudi v tak poklic, zato si izbrala to življenjsko pot zase. In zdaj pa še malo na odnose. Kaj ceniš pri ljudeh, Ana? Cenim pri ljudeh iskrenost, odprtost, tudi včasih direktnost, odvisno od situacije. Tako, rada imam ljudi, ki so veseli, ki se znajo pohecati. To mi je všeč pri ljudeh. A ne? Se pravi, da vidiš v bistvu da se lahko nasmejim. No? Se mi zdi, da je toliko nekih teh negativnih čustev, besed, da tega res ne rabimo. In pač to, če sem z ljudmi v tem krogu, kjer se veliko smejimo, se zmeraj dobro počutim in pa ne mislim, da bi se zlagano zdaj smejali, ampak res tisto pristno, ka veš, da si v bistvu v krogu tistih, ki pač se sam pogledaš že lahko, pa se nasmejaš. Čeprav manjka pa tudi mogoče malo še tako humorja v smislu, da a ne pogovorno, a ne, da vse tudi ne smeš takoj vzeti resno. Tako da se mi zdi, da da so ljudje veseli, da te ne jemljajo takoj na prvo besedo, da se lahko tudi daj malo pohecajo, pa tako. No, to mi je res všeč. Super. Ko sem jaz premišljevala, kako bi odgovorila na to vprašanje, je prav tako par meni prišlo najprej ta iskrenost. Čeprav tako, zelo rada sem, da so ljudje iskreni, ampak še rajš imam pa, da zraven povejo rešitev. To se pravi, če me nekaj kritizirajo, ne, da rečejo, jaz bi pa mogoče tako naredil, ali pa priporočam, da drugič tako narediš, tako, da ti nekaj dajo zraven, ne, da sam po domače rečeno šimfajo. Ne. Kaj pa je tisto, kar ti ne maraš pri ljudeh? Ja, ravno ta neka zahrbtnost. Meni je všeč, če mi ljudje drugače povejo kritiko, ne. Tako, jaz to vzamem konstruktivno. V bistvu vse me podere, ne. Sej ne bom rekla, da me ne, ampak brez kritike ni napredka. A ne? In je pa res, ljudje zelo radi potolčejo, pa ne povejo rešitve, ne. Kako bi oni drugače, pa ne vidijo čisto ozadje, ne, kako v bistvu stvar deluje, pa grejo na prvo noto. Pa se pol jim razložiš, pa v bistvu nekateri želijo poslušati, ne, pa v bistvu potem spremenijo mnenje. Kakšni pa pač nikoli. Ampak nismo vsi za vse. Res je. Predvsem nas pa to uči, ne, kar nam nekdo hoče povedati, ali pa nas pokritizira, nas nauči. In nekaj, kar sem se res v teh letih naučila pri sebi, je gledati ogledalo in tisto, kar bi si želela od drugih ljudi, najprej naredim sama. A ne? Najprej tiste vrednote ali pa tiste stvari, ki jih res pričakvala tudi od drugih, najprej jaz dam, ker verjamem v to, kar daš, to dobiš. In definitivno. Kaj pa bi rekla, da si ti kot bogatejša oseba od takrat, ko sva zadnjič plesali pri Zmajčkih, do danes? Ja, definitivno sem bogatejša za tole materinstvo, ne. To ti da veliko nekih izkušenj, čustev, za to zrcalo sebe, a ne, ko vidiš svoje otroke. Drugače pa, mislim, vsa ta rast, vse to, kar smo zgradili, vse to znanje, ki ga nosiš s sabo, pa tudi to pobirjenost v resnici, ta znanje ti tudi da neko mirnost, ne? In te, pač potem si pač lahko spiš, ne? Pa zrelost. Pa zrelost, ja. Pa tudi na svojih napakah v končni fazi se tako veliko naučimo, tako da... Pa da se sprejmeš tudi z napakami, ne? Da se sprejmeš z napakami, ker v bistvu vse jih imamo vsi.
A ne? Tako da tukaj, zato tudi jaz pravim, da sem odlična mama, ker z napakami, ne? Mene so naučili na Irskem na treningu, so me naučili, da napake niso napake, ampak so življenjske izkušnje. Ne? In včasih kakšno napako oziroma življenjsko izkušnjo tudi rabimo 2-krat, 3-krat ponoviti, da se nam res usede, ne? Včasih pa že ena zaleže. Za zaključek bi pa rada, da narediva eno vajo. Eno kratko vajo. Tole vajo sva midva z možem naredila, ko sva šla na teden restauracij. In sem jaz rekla, deva si midva malo popestriti tole večerico najno. In sem rekla, zakaj pa ne bi zdaj še Ano tole motivirali. Sicer sem jo skrajšala, ker drugače bi bil tale intervju, bi segel v više ure. Ampak zato pa sem se odločila, da poveš 3 stvari. Da zdaj premisliš in poveš 3 stvari, ki bi jih rada dala na svoj bucket list oziroma seznam želja, da se ti zgodijo v naslednjih 10 letih. Kaj bi to bilo? Ja, 3 stvari, da se mi zgodijo v 10 letih. Želela bi, da mogoče to, da klub postane, torej ta prostor, postane lastniški, kar pomeni, da bi v bistvu Šinšin bil lastnik, ker zdaj zaenkrat smo v najemu. Se pravi, to je nek dolgoročen, pa bom rekla 10 let je kar, ne, pač je neka doba, ki se lahko recimo to zgodi, ali pa, ne, mislim si, pa naj se zgodi. Želela bi zato, ker bi pol bila mirna bolj, ne, da v bistvu vem, da sem zdaj lahko tu in lahko ustvarjam. To je ena taka stvar, ki bi jo res rada dosegla. Ja, rada bi čim več potovala, tako, to si želim zdaj v prihodnjih 10 letih, se pravi, da naredim par takih malo večjih potovanj, ker je zdaj z otroki veliko lažje, bi pa si želela tudi, da greva sama z Lukom, ne, ker so otroci večji, tako da nekih par potovanj, no, tako, rečemo, mesečnih, če mi bo lahko ratalo pustiti klub, seveda, ker je to zelo težko, da pustiš enega otroka doma, tazga v bistvu nezrelga, ker klub je sicer zrel, ampak je vedno malo nezrel tudi. Vedno je nekaj dinamičnega se dogaja in se lahko kaj, ampak verjamem, da bom v bistvu te moje ljudi, ki zdaj z mano delajo in ta kader lahko toliko jim zaupala in usposobila, da bo v bistvu, da bom lahko šla mirno recimo na eno tako pot. In to je tudi eden od ciljev, recimo, da imaš ti nek tak kader, ki mu lahko zaupaš. Moram reči, da ga imam zelo dober, da je moj kader čudovit letos, da je zelo mlad kader in da sem neverjetno mlade, dobre ljudi našla in vzgojila in sem strašno zadovoljna, ker klub zdaj deluje že 15. leto. In da ja, mi imamo 15 let. Jaz sem se zdaj le spomnila. Mi bomo v bistvu mogli imeti rojstni dan, 10. julij. To pa sploh še nisem računala na to, da bom mogla neko slavje narediti, ne? Ker to je neko moje obeleženje, pa res taka neka vse okrogla, no, recimo 15. Ne? Ok, ni 20, ampak je 15. Ne? Tako da ja, to bi si želela, pa najti neko tudi mirnost, da lahko recimo spim. Jaz bolj ne spim in bi želela, da se malo sprostim, no, tako, v tem smislu, da si najdem nek tak red, kjer bom v bistvu lahko poštimala pač svoj ritem in bom lahko tudi kakšno knjigo prebrala, ne da bi zraven ob tem zaspala. No, a so bili 3? Več sem jih naštela, ne? No, evo. Čudovito, Ana. Evo, naj si sposodim prvi del stavka našega prvega predsednika pri Samostojni Sloveniji, Milana Kučana, ki je rekel: zapomni si, Ana, danes so dovoljene sanje in jutri, to sem pa jaz zdaj dodala, se bodo že začele uresničevati, če boš le ti tako želela.
Hvala, Ana, za ta čudovit pogovor. Res sem se zabavala in verjamem, da bova še kdaj kakšno rekli. Hvala tudi vsem vam, ki nas spremljate tudi na YouTube kanalu in tukaj v naši kavarnici Moja zgodba. Za vsak mesec bomo pripravili kakšnega gosta, zanimivega, tako kot je bila Ana danes zanimiva in njena čudovita zgodba. Naj vam seže v srce. Hvala, da ste bili z nami. Se vidimo naslednjič. Hvala. Živijo.